Tako, konec je prvenstva za naše, vsaj kar se tiče možnosti za napredovanje. Top 8 je bilo zagotovljenih seveda že pred to tekmo. Zdaj bomo se pač igrali oziroma bomo igrali tekme za razvrščanje. Uvrstitev top 8, to smo že zadnjič razdelili, je odlična uvrstitev. Imeli smo borbo z Kanado, verjamem, da ste srečanje spremljali, kdo ga pa ni. Na tem mestu je moje mnenje in v to sem 100% prepričan, da je Kanada na tej tekmi bila boljša. Resnično, brez kakršnekoli sarkazma. Kanada je bila boljši nasprotnik, napadu itak 100 pik so dali. V obrambi, ja, tudi nek način, overall se pravi, kakorkoli gledamo, ja, Kanada je bila boljši nasprotnik, zasluženo nas je premagala. Zmoti le to, da je bil sodniški kriterij narejen tako oziroma nastavljen na tak način, ja, prav to besedo sem zdaj izbral, nastavljen tako, da se je malo več kontakta pustilo na strani Kanade, kar se tiče obrambe, in malo manj Slovenije. O tem tudi priča razmerje faulov, prostih metov in tako naprej. Ampak dobro, no, malo zmoti samo to, ker so pač imeli resnično zvezdniško ekipo na strani Kanade proti nam, kjer imamo enega in edinega zvezdnika svetovne košarke, ne. Ali dobro, glejte, jaz verjamem in sem popolnoma prepričan, da so naši dali vse od sebe, od prvega do zadnjega. Resnično sem zadovoljen nad njihovimi predstavami, izvzamemo tisto iz Nemčijo seveda, ampak dobro, nimamo si kaj za očitati, škoda še vedno smo, mogoče, ajde, da si očitamo, da smo še vedno se pustili nekoliko sprovocirati. Vložek je bil velik, predvsem na Luki, vsi smo od njega pričakovali 100 točk, 300 skokov pa 400 asistenc. Ne more, ne gre tako. Probal je zaposlevati soigralce, včasih več, včasih manj, tudi zgodi se napaka seveda, ampak načeloma od tega človeka pričakujemo, da bo hodil po zraku in ne vem kaj še vse. V glavnem, ni več možnosti napredovanja, tudi olimpijske igre direktno vrstitev v tem primeru niso tukaj oziroma ne moremo več doseči. Nerealno mislim, da je bilo to pričakovati pred prvenstvom, ne? Mislim, da bomo svojo šanso o tem iskali potem v dodatnih kvalifikacijah, če nas bodo povabili ali če smo že povabljeni, kako je pač to, s tem ne vem. Hkrati ne bom več komentiral naslednjih tekem, prav olajšal sem si, res glede tega, ne da se mi več, dovolj imam tega. Slovenci potegnemo skupaj, ko zmagujemo, ko zgubljamo, zelo redko kdaj. In to me zelo moti in ne mislim se živcirati. Košarka je lepa, fantastična igra in želim, da ostane takšna in želim, da ostane v nekem mirnem duhu. To je pa tudi črto, jaz potegnem in to je to. Ne, nazadnje sem na dopustu. Hvala torej, da ste me spremljali v tem primeru. Gregor sem bil z vami iz Grey Sporta. Hvala Slovenija, hvala fantje, da ste se borili, kot ste se. Vso srečo še naprej v tekmah za razvrstitev. Srečno!